No, zdaj pa bomo poskusili narisati še volka, ki hodi. Tako, tako kar označimo. Tako kot vedno najprej. Zadnji del, pa sprednji del, kjer so prsa. Ne sme nas zavesti, da je tole že vrat. Vidite, kako ima v bistvu tale prav, kot da bi imel en, prav vzorc ima temnejši, ima tam, kjer se konča vrat. Tako. In en krogec za glavo. Potem pa oza za rep. Oza za nogo. Ta je tukaj zadaj. Že od prej vemo, da se začne noga tukaj gor, torej je to koleno, to je gleženj in tukaj dol so prsti. Ta je pa spredi, se pravi tukaj ima koleno, gleženj. Aha, to pa ne vidim dobro, do kje mu gre noga, verjetno še malo naprej. Tako, zdaj pa spet tukaj začnemo za sprednjo nogo. Komolc zapestja in naprej. In tale je precej ravna, tako. Takole. Zdaj pa to prerišemo na svoj papir. Tako. Se pravi, en krog za zadaj, oziroma tako bolj jajce nagnjeno v to smer. En krog za prsni del. Precej blizu sta si. Potem pa takole je vrat in tukaj noter glava. Tako. Hrbet povežemo, vidite, kako je tukaj izbočen. Tako. Tukaj ima dlako. Tako. In rep je precej dolg. Zdaj pa vsi za noge, isto kot na sliki. Tako in tako. In še od zadaj. Tako in tako. Zanimivo je narisati žival v gibanju in videti, kako se v bistvu njihove noge premikajo, katere so skupaj. Tako. Tako. Zdaj pa še odebelimo, potem pa še par stvari dodamo. Takole. Nogo. Kar odebelimo. Tukaj vidimo, da bomo v bistvu skoraj takole okrog. Tako. Bomo mogli narisati še sneh, ali pa mogoče lahko narišemo kakor travo, zato da nam ni treba tačk narisati, ker jih ne vidimo in zdaj ne vemo čisto točno, kako to izgleda. Tako. Še rep. Takole. Pazimo na smer, s katero narišemo to, da gre po repu navzdol. Tako. Še sprednji nogi. Tako, tale je lepo pokrčena tukaj, tako da se vidi prav prste. Takole. Tukaj pa je že preveč dlake, da bi videli prav jasno obliko. Tako. No, še tole. Tako. No, zdaj pa si še zaznačimo malo, kako izgleda tale gobček. Jaz sem že prej poskusila risati obraz, pa je izgledal malo hecen, tako da sem se odločila, da še enkrat to poskusimo. Tukaj sem si narisala gor kar s svinčnikom, zato da si ne prekrijem preveč, pa bom zraven narisala. Se pravi,
v bistvu ima recimo en krogec za takole, za tale gobček, ki tišči naprej. In pol usta so po tej obliki narejena takole, tako kot je tukajle, tako. In smrček, ki je precej velik, je tak tudi izbočen, v bistvu takole. Recimo, da ga nekako tako naredimo. In potem se poveže navzgor, tukajle. In tukaj noter so skriti očki. Tako. In potem, recimo, da je takole nekako oblika in potem ven dlaka. Dajmo to zdaj še na papirju poskusiti, če bo šlo kaj boljš. Aha, malo sem si ga počečkala, nič hudega. Bo pa za vajo. Tako. Se pravi, imamo krog in znotraj tega še en krogec. Takole. In tukaj znotraj tega še en manjši, ki je že bolj, to je že bolj tako kvadratno. Tako, in potem usta so takole nekako. Tako. In ta krogec je povezan navzgor. In tukaj noter so očki. Tako. Tako, mogoče še malo takole naredimo. Tako. In potem za ušeska naredimo take zaobljene trikotnike bolj. Tukaj ima pa precej dlake, tako da niti ne vidiš točno, kako se zdaj ta oblika nadaljuje. Tako. Tako. Ga bo treba malo postrišti. Tukajle je malo hecno. Tako. Ne pretiravamo, da ne bo izgledal, kakor da rabi frizerja. Tako. Zdaj pa je nekako. Nekako je to tako. Tako. Takole. Seveda pa lahko dodamo pa še tam, kjer je temno, nekaj črt, ki ima malo temno, malo svetlo dlako. S tem se pa še igramo. Pa prepustim kar vam.